pozdravljam dve bojevnici, Suzano in Mirelo, ki nas boste danes odpeljali v zavestno odločanje o svojem življenju in na naši poti, tako da hvala, da ste z nami. In predlagam, da začnemo z vajno zgodbo. Lepo se to rekla. Hvala. No, najna zgodba se, kje se najna zgodba začne, to pa zdaj čiste kje. Ja, dober dan in dobrodošli. Tle. Dober dan in dobrodošli. Torej, jaz sem v imenu založbe, ki je izdala knjigi Rdeči šotor in Izolite se v božansko bojevnico. To sta knjigi, o kateri se bova danes s Suzano pogovarjali. Suzana, ustanoviteljica Luna Templa, voditeljica Rdečih šotorov, akademska igralka, čudovita ženska, šamanka, prijateljica, bo pa svojo zgodbo skozi praktične izkušnje na delavnicah tudi povedala. Moja zgodba je skozi knjige. Jaz vedno začnem pri knjigah in pri knjigah končam. Sicer vedno grem tudi v izkušnjo, ampak navdih vedno dobim v knjigi. Zato sem prav vesela, da imamo priložnost se pogovarjati o knjigah, kajti lahko jaz tudi svojo zgodbo skozi razumevanje knjige povem. In prva knjiga, o kateri se, oziroma Rdeči šotor, torej pogovarjali se bomo o ženski moči, o poti, po kateri ženske hodimo, kje izgubljamo moč, kako jo dobimo, ženskih krogih, ženski modrosti in to vse v bistvu v knjigi Rdeči šotor. Tudi predstavljeno. Rdeči šotor je v bistvu knjiga, kjer so ženske zelo v ospredju. To je zgodba iz biblijskega časa, torej ni dodatno poglavje Svetega pisma, ampak je pač biblijska zgodba. In v tej, tako je v romanu v bistvu to, kar me Suzana tudi opozorila, ker je tako zelo neverjetno, ampak dejansko v Svetem pismu edina ženska, o kateri je pač roman, je samo v 2 stavkih omenjena. Tako da v bistvu ta vloga ženske skozi zgodovino je nekje popolnoma zanemarjena, spuščena, nikjer jih ni. Zdaj, koliko je pa pomembna ta moč in povezava med ženskam, v bistvu bomo danes razstirali. Mogoče za začetek, da samo pač povem, da tele v knjigi je Rdeč šotor omenjen kot prostor, v bistvu, ker so se ženske v tistem času umikale od vsakdanje rutine, ker so se pač umikale v času menstruacije. Umikale so se tudi tako, čisto, da so se srečevale, pogovarjale, da so si dajale podporo, da so tudi ustvarjale. In takrat so se ženske tudi v bistvu zelo rade srečevale, zelo rade delile pač te izkušnje in modrosti. Kaj se pa danes dogaja? Kaj je pa danes v Rdečih šotorih, ki jih v bistvu ni naravno, se ustvarjajo Rdeči šotori z namenom? Bi mogoče nam povedala zgodbo Rdečega šotora v Sloveniji. Dobrodošli na tem pogovoru. Res je mišljeno kot pogovor oziroma kot neka delitev. Zdravo. Kdaj smo začeli? No, super, ker nisem Dobrodošli. Hvala. Res je, kot je Mirela lepo rekla, da za iztočnico jemljeva knjigi založbe Primus, Rdeči šotor in božanska bojevnica. Ampak tako kot vsakič, ko se ženske zberemo z namenom, to je Rdeč šotor in vsaka dobi informacijo zase. In tudi, če bo katera med vami začutila, da vmes želi kaj podeliti, prostor je odprt. To, kar mi ženske prinesemo v krog, v prostor, vedno se nekoga tiče, ker smo povezani med sabo. In recimo v prav Rdečem šotoru bi jaz rekla, da ni naključje, kdo je v krogu. In čeprav danes ne sedimo na tak način in nimamo Rdečega šotora kot takega, vseeno ni naključje, kdo je danes začutil, da rabi priti sem.
In jaz bi se Maji zahvalila v bistvu za idejo, da je začutila, da prinese to v Maribor. Da v bistvu naredi ta prehod. Ker nekoč je bilo normalno, da smo se ženske srečevale in smo imeli čas prazne lune in smo imeli čas polne lune. In čas prazne lune in čas menstruacije, čas, ko gremo vse skupaj lepo spuščati se dol. In polna luna, ovuliramo in srečujemo moške in smo sočne in vse, kar pritiče zraven. Tako da v bistvu hvala, Maja. Hvala vam. Super, res, super. Se upada to za to spremembo tega prostora, tudi tako da hvala za pomoč pri transformaciji. To je recimo en primer podpore, ne? Same ženske smo in zdaj se bomo podprle, ne? Meni se zdi to zelo, ne vem, recimo vsakič, kadar smo imeli s Suzano pogovor, ko se pač pogovarjamo okrog, vedno se pogovarjamo o zadevah, kot so ženska modrost, kje ženske izgubljamo to, kje pač o teh zadevah, ne. Ampak je vsakič nekaj drugač, ne, ker ves čas se neke stvari procesirajo, ne, in tudi za današnji pogovor, ko smo se pripravljali, recimo je meni zelo tako prihajalo to ven, ta podpora, ne, ker se mi zdi, da ženske danes si ne dajemo pravo podporo in da tisto moč, kaj jo imamo, ne, če se jo zavemo, ko jo prebudimo, da jo uporabljamo proti sebi namesto, da bi jo uporabljali za sebe. Ne. In ne vem, tako se mi zdi, to je ena taka tema, ki se bomo tudi danes o tem pogovarjali. V knjigi Rdeči šotor, recimo se ravno skozi ta druženja oziroma skozi stvari, ki so se dogajale v Rdečem šotoru, se zelo pokaže recimo ta podpora žensk, ker one so živele pač v skupnosti, ne, in je vsaka imela določene naloge. Ampak znotraj seveda tega sočustva, kot so jeza, zavist, ljubosumje, užaljenost, so ravno tako bili prisotni. Ne. Potem, ko so pa šle v Rdeč šotor, ker so se srečevale, so pa te maske padle dol in takrat so bile preprosto ženske in ni bilo pomembno, katera je žena, katera je sužnja ali kakšno funkcijo ima pač znotraj skupnosti, so bile preprosto samo ženske in so si znale prisluhniti in so si znale pomagati. In v bistvu s tem so jačale skupnost. Ne. Ta v bistvu razcvet je skupnost doživela skozi to pač povezovanje žensk. Ne. Tako da tudi to, kar so imele, so znale spustiti, ne, tiste maske in v bistvu črpati od tam in usmeriti v to, da podprejo ena drugo, ne pa da zlorabijo to moč. Ne. V bistvu to, kar mene zanima, ne, ker to je super, ne, v bistvu pogrešamo. Spraševala sem se tudi to, ali morajo biti okoliščine toliko nenaklonjene, da se ženske potem povežemo med sabo. Ali mora biti življenje res težko, da potem spustimo vse to, pa da se začutimo, da ena drugo potrebujemo. Ali lahko tudi v današnjem času ženske, ko v bistvu imamo vse, tako rekoč, ne, ker v tistem času niso imele. Pa se mi zdi včasih, da smo malo tako, ne. Se bolj tako gledamo, kakor da se objamemo, pa se predelimo, pa delimo in v bistvu naredimo še, navdihujemo eno drugo. No, to me zanima, kaj je danes. Okay. Jaz bi tako najprej vprašala, katera bila že kdaj v ženskem krogu oziroma v Rdečem šotoru ali pa na kakšnem šamanskem obredu? Tako da morda tak en intro, kaj to sploh je, bi bilo kar smiselno. Torej, v bistvu, kot je Mirela rekla, Rdeč šotor je prostor, kamor ženske pridejo v času prazne lune ali polne lune. Lahko pa je tudi vmes, ampak načeloma se to dogaja v času prazne lune ali polne lune. To je neka naša taka markirnica. Ne? Da ga razložim, moram iti malce v zgodovino. Ne? Najprej v res nek čas nazaj, pa recimo, da zdaj iz te perspektive to zveni romantično in lepo in idealistično. Ne? Ker pravih zapisov o tem ni. In zelo veliki je Anita Diamant naredila v bistvu s tem, ko je izdala knjigo Rdeč šotor, da se je sploh to začelo prevajati. In da smo ženske sploh začele razmišljati o tem, da dejansko
lahko nekam gremo, kjer se družimo z namenom. Kaj se dogaja v rdečih šotorih? Kaj je namen rdečega šotora? V času nazaj so ženske v času prazne lune spustile svoje obveznosti, spustile svojo funkcijo v družbi, spustile vlogo mame, spustile vlogo žene in običajno menstruirale. Torej govorimo o ženskah, ki so v času menstruacije, ki imajo ciklus. Prazna luna, čas, ko so sence naše osebne najmočnejše. Zato je rdeč šotor izjemen prostor, kamor prideš pogledati, kdo sploh si. Torej, kaj se ti je zgodilo čez mesec, s katerimi izzivi si se soočala in kaj je v času prazne lune najbolj intenzivno. Kaj je tisto, kar čutiš, da je tvoj največji izziv trenutno. In če uporabim recimo Mirelo, v bistvu čuti, da je za ta naš pogovor recimo podpora mogočna tema. In zdaj prehajam v ciklus. In rečem zanimivo, že cel mesec se v bistvu ukvarjam s tematiko podpore oziroma nepodpore. Kaj mi ta tema dejansko predstavlja? In potem pridem v šotor in zagledam ženske. In a me one res poslušajo? A so res z mano na potovanju? A me res podpirajo? Zakaj so tu? S kakšnim namenom so tu? Kaj jih je pritegnilo? Kaj jih je poklicalo? Česa me je strah, ko sem v skupini žensk? In imam znotraj šotora priložnost dejansko odmenstruirati vse strahove, povezane na tematiko podpora žensk, zavist, ljubosumje, strahovi, ocenjevanje, etc. Hkrati pa videti, kako lepo nekdo odpira, kako res je to prisotno. A katera menstruira? A katera v ciklusu? A katera ovulira? Jaz. Ok. A imate vse maternico? Sreče. Te presenetilo to vprašanje, a ne? No. Danes zelo veliko mladih žensk, 30-40, ostane brez maternice. Odstranjeno. Tako da ne vem, Maja, sem ti odgovorila, si dobila majčken občutek, kaj je? Ja, mislim, pač ne vem, če nobena ni imela izkušnje z rdečim šotorom, leži fino, da pač vsaj malo vem, kar to pomeni. Ja, tako da hvala. Ja, kar je v bistvu fajn. Moja prva izkušnja z ženskim krogom je bila taka, da sem šla na krog 120 žensk. In najmlajša je bila stara 3 mesece in najstarejša 70 let. In samo prisotnost tega, mi smo 3 dni sicer ali 4 ali 5 dni smo pele in delale pač različne obrede, ampak samo prisotnost teh žensk je v meni res, dejansko niti ne veš, katere predsodke imaš do žensk, dokler nisi v skupini žensk. In mi je bilo tako kako darilo, res. Da imaš vse možne generacije v enem prostoru. In to je tudi rdeč šotor. Prostor za vse generacije. Ne samo čaščenje mladih žensk, lepih, 3 pikice v tej smeri, ampak vseh sort in oblik in barv in bujnosti in strahov in polnosti in vsega, kar ženske zmoremo biti. Ker smo res velika paleta. In ko prideš v šotor, je to ta moment, ko res začutiš, tukaj je Mirela dobila tudi karto od Magdalene, sprejemanje. Točno taka, kot si, kako darilo za ta svet.
Kdo si? Kdo je tvoja babi? Kdo je tvoja mama? Daj povej. Jaz? Jaz sem Sanja. Kaj ime mame pa babice? Ja. Ali kak, res? Tak. Mama je Božica, babica pa obe Mariji, v bistvu. Torej, ti si Sanja. Ja, In tvoja mama je Božica. je Božica. In njena mama Marija. Marija. In njena mama? To pa ne vem, če bi vedela. Torej, če bi gledali v šotoru, kar se zgodi, vsaka ženska pove, kdo je. In pove tako. Ena stvar, ki v bistvu nas podpira, je vedeti, kdo stoji za nami. Jaz nisem samo jaz, to meso tukaj. In ta duh, ki teče skozi mene. Ampak da je lahko to bitje se tle naselilo, stoji za njo cela rodbina osebkov, ki so se ljubili. Ali pa tudi ne, ampak so pa delali skupaj. In ko veš, koga imaš za seboj, ko veš, kaj stoji za teboj, tudi veš, kateri vzorci, izzivi in darovi, ki jih imaš na razpolago, so tvoji, kateri je pa del tega, kar imaš ti za oddelati, kar je tvoj workshop za to življenje. To se pa pri prehodnih dotaknili. Ko veš, kdo je tvoja babi, tudi veš, da je recimo živela v obdobju 1915. In s kakšnimi izzivi, torej bolj prababica, s kakšnimi izzivi se je takrat soočala. A je njen mož ostal živ? Kako je bilo z otroci? A so bili revni? A so bili vsi pokopani? Kakšno je bilo njuno spolno življenje? Če imam danes jaz izzive, mogoče moji izzivi niso pogojeni s tem, da se je meni nekaj zgodilo, ampak se je zgodilo moji prababici. In tako naprej. In če bi zdaj vsaka povedala, kdo je, si predstavljate, koliko podpore je v enem prostoru, da ženske naredimo preobrazbo. Ker to se zgodi, ko se zberemo. Vsaka pove in to, kar pove, je zrelo, da se preobrazi in dvignemo na naslednji nivo. Jaz bi še vprašala, mečka mi se vrnila, ko si omenila ta rdeč šotor, da si bila v rdečem šotoru, ker so bile, ne vem, ker je bila deklica, Ja. pa gospa starejša. To me zanima, recimo, ne, če bi v družbi, recimo, ne, ženske začutile tiste prehode, ne, iz deklice v žensko, potem naprej, ne, kako to v bistvu vpliva na skupnost, ne. Ker namreč jaz recimo osebno, moja zgodba v povezavi z prvo menstruacijo ni nič kaj romantična, niti nič ni bila posvečena. Je bilo bolj povezano z občutkom sramu, ne, ali pa z nesprejemanjem, ne, zavračanjem, pa še norčevanje strani okolice, ne, ker pač to je bilo za smejati, ne, ni bilo za slaviti, ne. In me zanima v bistvu, ne, če že od majhnega otroka v bistvu vpeljuješ v to, da se, ali pa tako bom rekla, no, kateri so tisti momenti v življenju ženske, ki jo zaznamujejo in ki bi jih mogla v bistvu praznovati, obred narediti ali pa, ne vem, posvetiti pozornost temu, ne. To se mi zdi predvsem pomembno zaradi vseh nas mamic, ne, ki imamo recimo otroke, pa imamo punčke, pa bi radi, da zrastejo, ne vem, v žensko, ki se zaveda sebe, ne, ki se zaveda svoje ženskosti in v bistvu jo lahko to modrost in moč še bolj razvija, ne, če se zave. Ne, da potem pri 40 ali pri 50 odkriva, kdo ona je. Ja, slišim te. Ima katera otroka ali pa otroke? Mami. Super tema. Koliko teh je punčk? Tudi. Okej, bom kar z vprašanjem, ne.
ko ste dobila menstruacijo, prvo menstruacijo, a je bilo to praznovano? A je imela katera izkušnja praznovanja oziroma dobrodošlice, da ste zdaj postale ženske? Ja? Ja, jaz sem jo komaj čakala, ker sem bila med zadnjima. To je bilo tako, da smo se pogovarjali v šoli, ne? Tako nekako jaz nisem bila, ker nisem bila zrela. Tako, ne? Tako sem bila tako vesela, ko se to zgodilo, ker pač mi smo se pogovarjali, kjer je prva, kjer je druga, kjer je tretja. Tako da to je že bilo skoro tako, kaj je zdaj z malo? Jaz sem bila ful pozna. Ja, kako ti to zdaj možno, vse so že tako cool, ne? Po mojem stratu sem jaz imela. Tako da pol sem jo jaz dobila na enem izletu in vedno sem bila tako ponosna, končno sem jaz tudi zdaj na to, mam. Tako nekaj. Ja, res, tako je. To je po mojem povezano s tem, ker se je to čakalo, ne? Veš, če te preseneti med prvimi, pa da pol nimaš tega dialoga z drugimi, morda je to res pol bolj taka izkušnja težja, presenečenja, ali kako da spira, tako sramu, ne vem. Je pa po mojem odvisno od komunikacije mame s tabo, ne? To je osnova, ne? Tako ti mama to predstavi. Ne? Ja, ne? Ja? Ja. Da sem dobila kot lavon. In pri tem? Ja, pri meni je tudi ta varianta, da mi je bilo strašno sram, nerodno, še gimnastiko sem trenirala, v tistih dresih, pa v onih vatnih vložkih in je bilo grozljivo, nič ni bilo dobrodošlo. Nisem je nikoli marala, nikoli do pred kratkim, ko sem jo izgubila. Da, ja. Ja, zelo. Eni si predstavljate, recimo, danes lepalce dobijo povprečno, ne vem, 12 let so stare, ne? A ne, zelo hitro dobijo. Jaz sem imela 17, ti si rekla, si bila pozna, koliko si bila? Ja. Čakaj, jaz sem, kako je to 7. razred? Ne. 14 sem resno žena, tam nekje. Zdaj še prej dobijo, ne? Ja, ena tudi 9 let so bile stare. Ja, Je bilo čisto okej, takrat že, Ja. da so bili zgodili. ja, Mislim, da je ja. že 10, 9. Ja. Ne, 10 Ja, zih. ja. So že tudi fotografite. Ja, zelo. Tudi v bistvu vprašanje, kdaj je začeti komunicirati o menstruaciji z otrokom, ne? Mislim, pač moja hčer je stara 5 let. Pač jaz sem to Ja, že svojo komuniciram, že življenje. vidijo, ga imaš, pa te sprašujejo, zakaj ima mami To je plemico. story. Čeprav se mi da sliši čudno, ampak jaz sem to, res to neč ne skrivam, ampak pač se to tako, ona ve, kaj to je, mislim, kaj se mi. Jaz ne vem. In si predstavljamo zdaj, recimo, da je trenutno povprečna staro 10 let. In da jo začnemo zgubljati nekje pri 48, pa recimo, da se do 55 nekje se zaključi ciklus. Torej, recimo, da 40 let menstruiramo. Vsak mesec. Vsak mesec. Hitro kalkulator. In torej 12 mesecev krat 40. Res kalkulator. 1000, ne vem koliko, menstruacij. Koliko priložnosti za rast lahko zamudimo v 40 letih? 480. To je za naš nacionalni del zelo pomemben podatek. Namreč, pa dajmo zaokrožiti na 500, da bo bolj zvenel. 500-krat v svojem življenju menstruiramo. In 500-krat imamo priložnost nasanjati, spustiti, kar nas ne podpira, in 500-krat praznovati, da se začenja spet življenje. Ker vemo, da v času pred menstruacijo nič kaj rožnato stvari ne zgledajo. Ker so takrat naše sence in naši strahovi najbolj intenzivni.
Ampak da grem nazaj na obrede, na prehod. A si predstavljate, da ko ste dobili prvo menstruacijo, da bi vas mama, pa tete, tiste vaše najljubše tete, pa vaše najljubše babice, da bi vas peljali nekam, kjer bi bil prostor, kjer bi vas oblekli v rožice in bi rekli, dobrodošla. Zdaj si ženska. In vsak mesec nadaljnjih 500-krat boš imela priložnost umreti. Ker čas menstruacije je čas smrti, je čas spusta. In 500-krat boš imela priložnost slišati, kaj je res tvoje in potem to prinesti na zemljo in roditi in ustvariti. Zdaj je to projekt, je to knjiga, ali boste sanjali o otrocih, ali priložnost potegniti dol, kar je res vaše. In da bi vam rekli, ta čas, hčerka moja, ne delati. Ta čas je zate svet. Ta čas moš svojemu možu reči, da skrbi za otroke. Ta čas je dobro hrano, tako, ko te navdihne, ko te podpre, ko je sočna. Bod pozorno, da čez mesec ne ješ preveč mastnih stvari, ker te bo bolel, ko boš menstruirala. Če te bo bolel, je to alarm, ker ti telo nekaj sporoča. Prisluhni, kaj je ta alarm. A ne? Alarm. Mama. Ja. Dođi, majka, dođi. Ja, ne še odlom. In to je recimo, če te lepo uporabim za iztočnico, da ko omenjamo, kdo stoji za nami, in ko mi začnemo takole govoriti, se začne preobrazba. Ker kaj pomeni ta preobrazba? Recimo, zdaj smo izpostavili prvo menstruacijo. In verjetno ta izkušnja, ki jo imam jaz, pač ne more biti drugačna, zato ker moja mama ni imela drugačne izkušnje. In mi tudi ni znala, kaj, tle imaš te vložke, da je to skrivi pred očetom, ne razlagati nobeno. Recimo, da je to povprečen stalež, kaj dobimo z eno informacijo. In se pač obnašamo naprej. Do trenutka, ko pride Suzana, pa reče ne. In se v bistvu to spremeni tudi za mojo mamo in za moje babice. In govorim o obeh linijah, ne? Govorim o ženskah, ki stojijo za menoj. In torej prva menstruacija, ta prvi obred. In potem pride izbira prvega moškega. Koga bom povabila prvič v svoj tempelj? In prav tako, kdo bo prišel v moj tempelj? Jaz sem se znala hecati, pa sem rekla, da moj tempelj ni Postojnska jama, da gre lahko vsak na obisk, ko ima 30 evrov. In to se mi naučimo ali pa ne naučimo. Naučimo se lahko skozi izkušnje, ko zberemo toliko in toliko partnerjev, ki so bili neprimerni. In treniramo, ne, da znamo potem reči, ok, bom uporabljala ljubezen. Primeren, mož, lahko. Ali pa ni primeren. In to je spet pogojeno s tem, kakšen odnos imam do sebe. In štarta v bistvu s prvo menstruacijo. In to se potem prenese na porod, na informacije, ki jih spet znotraj šotora lahko dobimo, kako vse se da roditi. Ne samo s kleščami pa epiduralno, ampak na res lepe načine. Ko se vsak mesec rodili pravzaprav, ne? In to je pa, ja, to je pa ta del.
Pa še ta del bi omenila, da ne zaključimo pri mamah. Prehod v menopavzo, kaj bi so zelo, zelo, zelo pomemben aspekt za nas. Ker če rečemo, da v bistvu v času pubertete, da smo buhteče in da smo pomlad, smo v menopavzi jesen in zima. In tudi vsak mesec izkušamo to isto zadevo. Torej, menstruiram, vstopim pomlad, sem spet najstnica, vse je mogoče. In potujem skozi mesec, bolj se bližam menstruaciji, bolj sem modra ženska. Tudi več moči imam. In jaz zelo rada v bistvu povem, da s prvo menstruacijo začnemo prakticirati svojo moč in jo prakticiramo vseh teh 500-krat, dokler ne postanem ta moč, ker sem jo 500-krat prakticirala. In kdo ima potem največ moči? Deklica, pubertetnica, 11-letna ženska, 17-letna, 23, 35, 42 ali 72? 72. Ne, kaj vse ima. In to za nas ženske je zelo pomembno, da ne bomo častile pri sebi samo časa, ko smo lepe, mlade, sočne, ko vse stoji. Nisem za manj 500-krat prakticirala, ne bi mene zajebavati. No, tukaj bi se še navezala, ker zdaj kar gre to Zdaj, življenje. ja, close the book. To, kar si prej omenjala, tudi ker je povezana s tem, kakšne partnerje bomo izbirali potem, ko več dobimo menstruacijo in to, kako smo jo doživeli, kakšno izkušnjo smo imeli ob tem. V bistvu v tej knjigi Bojevnica tudi avtorica omenja, terajte svojo seksualnost nazaj. Seksualna energija je življenjska energija, jo lahko uporabimo in preobrazimo v karkoli. No, in tukaj v bistvu to, ko ona omenja, terajte svojo seksualnost, to v bistvu pomeni, da se ti odločaš, kdaj, s kom, kako, ampak je pa spet treba ščistiti najbolj tiste zgodbe odprej, ker če nekoga recimo zaznamuje, ne vem, slaba izkušnja o prvi menstruaciji, potem bo ta ženska, ne vem, lahko celo življenje nekdo, lahko velik del svojega življenja nosi to izkušnjo, ki v bistvu zaradi katere potem narobe izbira partnerje. Torej, kako preobraziti zdaj to zgodbo, da prideš, kako veš v bistvu, kdaj si izbral pravega partnerja. A terjaš svojo seksualnost nazaj, na kakšen način to lahko prepoznaš? Tule več vprašanj slišamo, če vzamem tega najprej ven, pa si rekel, kako veš, če je pravi partner. Ja, kako se počutiš zraven? In tudi v zvezi z seksom, kako se počutiš potem? Kje si? A ti je lepo? A se počutiš darila? Kako lepo so se ljubila, kaj se je zgodilo? Pa to ni nujno, da romantično, ampak da ti veš, kako lepo, vsaka ima svoje lepo, kaj je njej ultimativen lepo, ko se ljubi s partnerjem. In kaj je potem, ko se spolni odnos zaključi in ko počivata, kako se počutim? Ali bi se šla stuširati? Ker mi ni okej, ker kaj sem zdaj šla samo? Ali mi je vse odprt, vse buhti, še kdaj, še enkrat.
Se mi zdi, da v bistvu tukaj je ta prvi indikator, tvoje počutje res poti. In tudi tekom daljšega obdobja, kakšno je moje počutje, pa se z njim. Seveda odnos prinese alkemijo, ne počutimo se vedno super ob svojemu partnerju, ampak bi ga v žlici vode. Pač, ker je to del odnosa, ker se učimo stvari, ker enako kot partnerjem ljudje stopajo na naše tipke, kjer imamo za zrast. Ampak je ta moment, ko se v bistvu vprašaš, a je to partner zame? Ker lahko je nekdo čudovit partner. Samo ne zame. Samo ne zame. In pa rečeš, kakšna čudovita muza. For my next book. To se mi zdi tako pomembna tema, no, v bistvu sploh, spet izhajamo iz tega, ne. To, kar ti verjameš o sebi, ne, kakšno zgodbo pripoveduješ o sebi, ne, je tudi v bistvu, ne, od tega odvisno, kako boš prepoznal partnerja, a je pravi, ne. V tistem, a veš, če si v zgodbi, ne vem, žrtve, ne, pa če si itak navajen na slabo, ne, potem boš izbral partnerja, ki ti bo v tem trenutku sicer pravi, ne, ampak in se boš čutil pravilno zaradi te vere v svojo zgodbo. Ki potrjuje. Ampak, ne, to se pravi, v bistvu ključno je to, ne, ta občutek mogoče svobode ali pa odprtosti, ne. Ne vem, v bistvu vedno se sprašujem, kako naj ženska, recimo, ki ima prepričanja, ki živi v prepričanjih, ki ji ne dovolijo, da bi bila avtentična, da bi, ne vem, ne, da bi izrazila, ne vem, sebe na kakršenkoli način, kako naj ve, ne, dokler ne ozavesti, kako naj ozavesti taka ženska, ali kako lahko mogoče svetuješ otroku ali pa, ne vem, nekomu, ne, kako mu lahko pomaga.